In bomo začeli s prvo okroglo mizo z naslovom Naj moda ne kroji tvojega telesa. Sponzor tele okrogle mize je Lisca. Se vsi poznate Lisco, znamka spodnjega perila in kopalk. In za začetek nam je Lisca pripravila eno uverturco. Poglejmo. Dobro, tehnične težave morajo biti, to pa še zraven. Ja, tale video je del Liscine kampanje Proud to be me in verjetno ste opazili Natašo, da je bila tudi zraven. No, kaj o tem bo seveda več povedala tudi sama. Takole, naj vam predstavim moje sogovornice. Nataša Mernik, blogerka, ljubiteljica mode, tudi pasja mama dvema angleškima buldogoma in ena prvih body positivity aktivistk v Sloveniji ter sovodja projekta I am all woman. In tudi I am all men, ja? Tako je. Tako je, tudi moške, nisi izvzela moških, lepo. Potem Kaja Berlot, mogoče njo bolj poznate pod Kaja Milanič, jaz se še zdaj nisem navadila njenega novega priimka, ampak vsekakor čestitke. No, Kaja je novinarka, je ustvarjalka, popotnica, ki pa se vsakič znova zaljubi v preproste stvari, vem pa tudi, da zelo rada bere in da je bila lihkar na Aljaski, wow. Ampak je rekla, da je vesela, da je doma, ker je tam pač mrzlo, ne? Ja, ne, to ja. No in še Barbara Pungarčič-Puntar. Barbara pa je vodja marketinga in odnosov z javnostmi v Lisci, kjer pomaga oblikovati zgodbo slovenske modne znamke perila in kopalk. No, Barbara se ob tem dnevno seveda srečuje z realnostjo žensk, ki pa je malo drugačna, ne, kot to podobe, ki nam jo prikazujejo fotografije, ne, Barbara? Ja, vsekakor, vsekakor. No in če kar se ustavimo mogoče tukaj, preden gremo na modo.
jaz temu pravim največji prevari današnjega časa, Instagramu, pa ne mogoče tem filtrom, ampak veste, tisti aplikaciji, ki si kar mišice lahko narediš, pa tako, no to je meni nekaj neverjetnega in me zanima v bistvu, kako vi gledate na to, pa mogoče, če kar pri Nataši začnemo, ti si aktivna na družbenih omrežjih in predvsem širiš to ljubezen do sebe, ne? Ja, tako je. Jaz mislim, da smo sicer vse kdaj si kakšen mozolček poblurale, ampak ko sem pa prvič videla sponzorirano objavo za tole aplikacijo, jaz mislim, da sploh ne rabim mikrofona. Ja, ne vem. Prvič videla reklamo za aplikacijo, da si narišeš mišice in povečaš joške in rit in tako naprej, sem kar malo zgrožena. Ja. Če zdaj živimo v takem svetu, ko smo že tako izpostavljeni idealom, nekim izkrivljenim, nedosegljivim, in pol nam še aplikacije sporočajo, da moraš imeti mišice, pa moraš imeti velike joške in rit, da boš pa dosti dobra za Instagram. Ja, pol smo pa res daleč zabredali, no. A pa najbolj vi dve tega ne uporabljata, oziroma vse tri, no? Vprašanje za vse tri. Ne. Jaz mislim, da je očitno, da ne. Ma jaz se počutim, kot da živim v kameni dobi, ko prvi slišim za to, tipo. Aha, okej, no v redu, lej, po redu, Kaja, nič ne zamujaš, veš, nič ne zamujaš. Tudi tako, ne vem, malo mi je, se vprašam včasih, tako vsi se mi zdi, da imamo podobno mnenje. Z vsemi, ki govorim, imamo podobno mnenje, da je fora v tem, da si ti pristan, da si tako si, da pokažeš realno življenje, če nek instashot, da je to pač insta, da ti deliš, kar se ti takrat zgodi. Ne vem, kje so te ljudje, ki toliko džadžajo, pač, kje so? Čeprav mogoče je pa stvar v tem, da sicer navzven smo glasni, da nam ni važno, kaj drugi mislijo, pa da smo zadovoljni sami sabo, ampak čisto vsak se pa verjetno srečuje tudi s tem, da hoče, da ga drugi sprejmejo takšnega, kot je, pa ni prepričan, da ga res. In vsak hoče nekaj narediti, da bi bil še malo boljši, pa še malo lepši in ne vem, jaz opažam že, pač imam male otroke in velikrat tako, čist podzavestno jim rečeš, ko obleče punčka oblekco, danes si pa lepa. A je bistvo to, da je lepa in pol se sama pri sebi postavim, čakaj, ne, zdaj jaz si moram reči, bistra si, ker si sestavlja tisto sestavljanko, ne vem, super uspešna si, ker si, ne vem, nekaj druga naredila, pogumna si, ker si upala sčistiti nos, takšne stvari, ker je vse ostalo v bistvu bolj pomemben kot pa to, da ji bomo rekli, da je lepa. Ampak tudi, ne vem, ko ima otrok umazane roke, ne rečeš umazan si, rečeš grd si. Veden že od štarta nekako postavljamo to lepoto kot nek ideal, kateremu sledimo, pa veden je nekdo drug tist, ki reče, zdaj si dosegel ta ideal ali ga pa nisi. In v bistvu zato je prav, da se pač vedno bolj s tem ukvarjamo in da vsak pri sebi najprej razčisti, ampak da se spet v bistvu ne daje v nič, če sam sebi tudi se mu zdi, da ne dosega vseh teh idealov. Ker konec koncev smo vsi v istem žaklu, pa pač vsak hoče še kaj spremeniti in je to tako nekako normalen, se mi zdi človeško. Se mi zdi, da samo takrat izpostavimo, danes si pa lepa, ko imam pa, ne vem, novo oblekco gor, pa ko se namažem čist preveč, ne, recimo, zakaj si pa ne rečemo, ful se lepa, pa čeprav si se skuštrana zbudila, ne, kot na primer Nina Puščar poje v svoji pesmi Lepa si, ko te jutro prebudi, ne. Jaz sem tudi skuštrana, si zjutraj čisto simpatična, zakaj pa bi mogla zdaj dati gor vse, kar ni naravno, ne. Pa če se zdaj navežem na te otroke in oblačila, ne. Zadnjič, če me kjera spremlja na Instagramu, sem objavila en Insta story rant o tem, kako sem imela stranko, ker delam v otroški trgovini, ki je svojih hčerki stari 7-8 let rekla, saj si ful lepa v tej oblekci, ampak boš še lepša, ko boš malo shujšala. Jaz, mogoče, če bi se to danes zgodilo, zdaj, ko sem dala to situacijo že čez, bi malo drugače odreagirala in bi bila mogoče malo bolj glasna, tako sem pa samo obnemela, ker sem to že bila priča temu, mogoče tudi sama to slišala in se mi zdi grozno, da 7-8-letni punčki to rečeš, kako bo ona to odraščala. Mislim, to bo njej nekje v glavi ostalo, ker tudi jaz sama, naprimer, sem imela sošolce, sem imela družinske člane, ki so mi daj kaj tazga rekli, da moram skušati, da bom lepa, da bi mogla zgubiti toliko in toliko, da bom lepa, ali pa zdravnica konec koncev, ne. Pa če zdaj nazaj gledam svoje stare fotke, si mislim, zakaj mi je bilo tega treba. Imela sem tako srečo, da sem bila sama toliko močna, da sem rekla, stop, jaz ne rabim vašega mnenja, jaz rabim samo sebe, da si rečem zjutraj, čist cool sem,
čist sem srečna, zdrava sem, zakaj bi mogla zdaj za nekoga drugega hujšati in se spreminjati, ker na koncu dneva sem jaz važna, pa moja sreča. Pa si imela kako oporo? Kdo ti je dal to motivacijo, da si zamenjala ta program v glavi takrat? Ja, mislim, da lahko rečem, da je bila mami moj zid, ampak tudi sama veliko. No. Čeprav sem bila ona generacija, ki je spremljala vse revije, pa vse zvezdnice, pa danes je še hujše, če pogledamo Instagram. Ne vem, največje zvezdnice se photoshopajo, pa delajo tako rit, pa tak pas, ko vidiš izkrivljena vrata v zadnji, pa kaj potem punce danes, zdaj jaz, če nazaj pogledam, kaj bi si takrat šele mislila potem sama o sebi, kaj bi mogla potem delati, da bi bila srečna, pa dovolj lepa za nekoga drugega, ne? Sploh nekako ne zaključam, ker me taka tema ful. Ja, vidim, da si čisto, vse prav, vse zato smo tukaj, da spoznamo še osebne izkušnje, ker te so najbolj vredne. Ne? To danes delam take stvari, ki jih delam, ker če bi bila danes še enkrat stara 8 let, bi rabila nekoga taza, ki bi mi rekel, ne, čez 10-15 let bo čist drugače, bo taka, ki si imej se rada, ker na koncu dneva si ti važna. Tako. No, ampak vseeno pa obstajajo lepotni ideali, ki se pa seveda tudi povezujejo z modo. In zdaj me zanima, ali res moda kroji naša telesa? Mogoče Barbara. Ja, v bistvu ne bi smela. Konec koncev je tako, da sej tudi moda ni povsod enaka, tudi družbeni ideali niso povsod enaki, se menjajo in skozi čas in skozi regije in tako naprej. Danes je svet ena vas. Ampak dejstvo pa je, da še vedno pač neke smernice nažalost obstajajo in se jim pač vsi poskušamo prilagajati. Mislim pa, da je res tukaj pomemben, da vsak na prvo mesto postavi sebe. Ne, da pač nekaj, kar je modno, obleče zato, ker je modno, ampak da pogleda, kako je njegovo telo in se pač temu prilagodi. Ker je na koncu je odvisno od tega, kako se ti počutiš, tudi kako izgledaš navzven. Ker če si ti zadovoljen s sabo, boš pač izražal neko pozitivno energijo, neko zadovoljstvo in bojo vsi to videli. Če pa nisi, bojo pa vsi se spraševali, kaj je z njim kaj narobe. In tudi ni merilo to zdaj, ali si ti suh, ali si malo močnejši, ali si visok, ali si nizki. Pač konec koncev, če se ti oblečeš tako, da se dobro počutiš, ne glede na to, kakva je moda, lahko izražaš in svoj stil in si pač neverjetno seksi in neverjetno lep in sproščen in udoben in pod črto zadovoljen. Tako. No, tukaj mogoče jaz lahko povem eno svojo osebno izkušnjo, če mi dovolite. Ko sem jaz začela delati kot manekenka in model, takrat seveda, pa smo šli ven pa na te dogodke in to. In takrat je bilo neko tako splošno prepričanje, saj mogoče je še zdaj, no, da ko prideš nekam, na kakšne take dogodke, da moraš biti zrihtan, pa seksi, pa take čeveljčke, pa tisto torbico, ki jo tako držiš. Jaz takrat nisem sploh vedela, kaj je to pisanska torbica, kaj je to. Pač nisem res vedela, zdaj vem, ampak takrat nisem. V glavnem in potem sem res šla na nekaj taga in ja, prijateljica mi je posodila neko oblekco in nekaj tako. Ampak sem hitro ugotovila, da je v bistvu to bila ena taka res velika napaka, ker prvič, jaz sem se počutila grozno, ker jaz sem takrat pač no, še zdaj zasebno nosim veliko takih bojemskih stvari, pa tako ne, ampak takrat pa sploh, je bil to čist drug svet, ne. Grozno sem se počutila, popolnoma nesamozavestno, pa itak mi ni noben opazil, ne, zato ker pač jaz sama nisem bila dosti sigurna vase, ne. In v bistvu sem rekla, pa zakaj, jaz ne bom nikamor več šla, ne, to je bilo takrat tako, ampak takrat tega ne dojameš tako, ne, takrat misliš pač nisi dosti dober, ne. Drugi me niso opazili in tako, ampak v resnici sem pa napako naredila že v štartu, ker nisem poslušala sebe, ne. In v bistvu svojega stila je pa tako, da pač svoj stil si izoblikuješ s časoma, ne, z leti, z izkušnjami, tako. In če kar tle preskočimo, kako ste si vi recimo oblikovali svoj osebni stil? Ma lahko začnem kar jaz. Seveda, absolutno. Jaz zdaj, ko ste rekli moj stil, jaz pač edina stvar, ki mi je prišla na pamet, imam ene hlače, ki mi jih je, ne vem, 6, 7, mogoče več let nazaj sešila ena prijateljica, so črtaste, pisane, z njimi sem zidala stanovanje, barvala stol, 3 mesece živela in spala v njih na Novi Zelandiji, cele so strgane, tata mi jih je 3-krat vrgel v smeti, 3-krat sem jih pobrala ven. Tisto so moje najhlače,
kombiniram jih s črtasto, črno, modro, belo, modro majico in s popackanimi Tiffany alstarkami in to je moj stil, v katerem se najboljš počutim. In zaradi tega moče, jaz nisem dobro štekala, ker sem bila v srednji šoli. Tako se mi je zdelo, ne vem, tako ko si ti rekla, si šel ven in si se prvič našminkal in ni tako je bilo obupno, samo tako, meni se je zdelo zmeram, bolj ko sem se šminkala, bolj ko sem se štimala, bolj ko sem si zamenjavala majice, pase, čevlje, bolj grda sem si bila, prav tako, pač pravno, kaj si zdaj naredila sama sebe. In pa sem ugotovila, da v bistvu manj ko delam, boljš je, tako, prav tako, evo, bla, 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 sem imela blond, dolge lase do tukaj, ravnala sem si jih in pa sem imela en flash in sem rekla, ne, pač, kašna si. Sem šla k frizerki, sem rekla, ostriži me ti mene na kratko, pobarvi me v moje lase in kar bo ratalo in sem gotovila, imam v bistvu ful fajn kodre. Prej nisem vedela. Si prav čedna, veš? Ja, hvala. Sem si pelala lase, odkar sem imela, ne vem, po mojem 13 let, ker mama me ni znala počesati, sem morala samo ugotoviti, da jih ne smeš česati. In to je bilo to. Tako da moj stil so črte in kodri, ne vem. Vse. Bravo. Taša, mogoče kaj? Ne? Ja, jaz mislim, da lahko rečem, da se še kar malo iščem, no. Pa čeprav, ne vem, blogam o modi in o lepoti in vsem, ampak se mi zdi, da... Koliko si stara? Oprosti. 21. No. Tako da jaz se še malo iščem, jaz probavam vse živo, od pri meni lahko najdete in črtaste majčke in pol take oblekce, pa ne vem, odvisno je od dneva, se mi pa zdi, da ne glede na to, koliko člankov preberete, kako se morate obleči, glede na svoj tip postave, ja. Jaz gradim tudi okrog tega, ampak tudi, če ti zdaj v članku piše, da taka oblekca ti pa ne paše, če ti je všeč, če se dobro počutiš, obleči jo. To je to. Barbara, kaj pa iz... Ja, seveda. Iz strokovnega stališča, ne? Veliko verjetno žensk spoznaš, ki imajo razne določene želje po spodnjem perilu, recimo, ja, če gremo kar direktno na spodnjo perilo. Ja, v bistvu je tako, sej vedno obstajajo neka pravila, ampak tako, ko je rekla Nataša, če se pač ti dobro počutiš, tudi to nekaj prenese, ne? Tudi, če ti bo nekdo drug rekel, v tem pa super zgledaš, pa se boš ti zelo čuden počutil, ti pač nič ne bo pomagal, če se njemu zdi, da ti dobro zgledaš. Je pa res, da pač perilo, recimo, je tista osnova, na kateri lahko gradiš. Ker če pa ne nosiš pravega perila, v prvi vrsti prave velikosti, pa žal še vedno je skoraj 80% žensk, ki ne nosi prave velikosti, potem ti pač ne bo pomagal nič gor, ker se ti bo preveč zarezal, pa boš imel, ne vem, gube pa črte na majici, pa se zaradi tega ne boš dobro počutil, ali ti bo modrček zevu, ali te bo tiščal, ali se ti bo zdelo, da ti vse nekam leze. Je pa res vse odvisno in od velikosti, in od modela, in konec koncev tudi od tega, če ti, ne vem, tvoja prijateljica reče, moj najljubši modrček je ta in to je najboljši modrček ever. In ti greš v trgovino, kupiš tisti modrček in ugotoviš, da tebi je pa to en š. In si misliš, okej, ne, zdaj je pa nekaj z mano narobe, ali pa pač moja prijateljica, ne vem, me ne mara. Ampak poanta je samo v tem, da smo ženske res ful različne in da so tudi prsi zelo različne in da se konec koncev tudi s časom tako spreminjajo, da moramo modrčke probavati. Vsaka ima mal drug ne samo stil, ampak tudi drugo postavo, drugo obliko in če ti poskusiš več modrčkov, bo zihar našla tistega, ki je pač tebi najbolj pisan na kožo, ne glede na to, kaj drugi pravijo. In zato pač je vedno smiselno, da se prvo, da se zmeriš, da res veš, kaj je prava velikost, ali pa da si toliko časa v trgovini, dokler se res ne počutiš udoben, pa da ti to vse stoji. In pač, da malo eksperimentiraš, no. Tudi tako, zdaj verjetno so tle bolj kot ne mlade punce, še niso prišle do tega, da bi se jim telo toliko spremenili, da bi mogle že zamenjati, ampak pol s časoma ni samo to, se zrediš pa shujšaš, ampak enostavno skozi odraščanje se telo toliko spreminja, da so tudi modrčki drugačni. Pol enkrat, ja, ko recimo greš skozi to fazo, da postaneš mama, pol sploh ugotoviš, prej ti je vse odlično stalo. In si bil, tako ti ni bilo jasno, zakaj so se kere ženske pritoževale, da pač modrček ni tako, mora biti. Potem, ko greš pa enkrat skozi to, pa oblečeš nek modrček, ki ti je bil prej idealen, pa ugotoviš, kaj se je zdaj z njim zgodil. In pač, moraš iti v trgovino, poskusiti na novo in to je v bistvu nek izziv, ki ga lahko vzamemo kot odlično priložnost, da imamo vedno nekaj novega in da se vedno znova spoznavamo v bistvu. In smo vedno pač lahko in seksi, in
športne in sproščene in v bistvu zadovoljne s sabo v zelo različnih situacijah, ker konec koncev pač življenje nas skozi marsikaj pripelje in se mi zdi, da se moramo pač tudi temu prilagajati, ne? Da vedno hočeš vztrajati pri tistem, kar si mogoče zastavil kot nek cilj, ko si bil star 18 let, ampak da se prepustiš toku, da slediš temu, kar te tudi življenje nauči. Absolutno. Kaj pa so tiste najpogostejše napake, recimo, ki jih pa ženske delamo pri izbiri spodnjega perila? Ali si kupimo večji moder za to, da pač... Ja, ja, to je velikokrat, ko si misliš, aha, ne vem, če je 75B neka idealna velikost. Jo. Moje krilo je dalo zvok, se upravičujem. V redu je. No, dobro, da ni bil modrček kriv. Ja, velikokrat je tako, da ženske mislimo, da če bomo pač kupile malo večjo velikost, da bo izgledalo, da tudi malo več imamo, ne? Pa dokler ne probaš, ne ugotoviš, da ni res. Če imaš pravo velikost, boš največ s tem naredil, ne? Pa to, da včasih, ne vem, mogoče si kakšna kupi push-up modrček, zato ker pač hoče imeti več kot ima, pol se pa v tem itak ne počuti dobro, ker ni vajena, da ima nek dekolte, sploh če ga ne nosi. To se mi zdi, da so najbolj take stvari, pa velikokrat se tudi to zgodi, da ne vem, sploh ženske, ki niso vajene nositi penastih košaric, jih nočejo probati, sploh če imajo večje prsi, ker so prepričane, da potem da bojo izgledale bolj debele, konec koncev. Ampak v bistvu penasta košarica velikokrat naredi še lepšo obliko prsi, kot pa samo modrček z oporo, poleg tega pa pač ne, vsakmu se kdaj zgodi, da se pol ti bradavičke vidijo čez majico, pa tega nočeš, pa si zaradi tega ne samozavesten, penaste košarice vse take stvari rešijo v bistvu, ne. Tako da mislim, da je en glavnih problemov ta, da po eni strani hočemo vztrajati na tistem, kar smo si enkrat zabile v glavo, da je naša velikost in naš najbolj pravi model, na drugi strani pa, da pač nočemo zares poskušati nečesa novega, pa bi bilo včasih dobro, da. Kako pa vidve, recimo, nakupujete spodnje perilo? Recimo, čisto iz osebnih izkušenj. Ja, jaz lahko rečem, zdaj zaradi dveh razlogov sem ful vesela, da sem sodelovala z Lisco. Prva zato, ker ja, je bila ful dobra odskočna deska, je bila to ena ful dobra priložnost, po drugi strani sem pa končno najdela model, ki mi je dejansko prav. Zato, ker prej sem pač šla, pa sem rekla, ok, imam tok, pa sem si ga kupila, brez da bi včasih niti nisem probala. Zdaj sem jih pa probala tok, preprobala različne oblike, različni modeli, različne velikosti, da sem najdla tisto, kar mi res najbolj stoji, najbolj paše na kožo. In lahko se še tako dobro oblečem, oziroma si sestavim outfit, ki mi je pa zdaj res, si rečem, ok, to je pa top, če mi je modr stišči, bom cel dan nesrečna. Tako da se mi zdi, da to je ena res taka stvar, ja, na kateri baziraš cel outfit. In če to ni ok, ja, meni pol ne štima cel dan, no. Se strinjam z oba dvemi. Prvič, zato, ker moje joške so rade svobodne. In drugič, zato, ker se mi je telo tako začelo spremenjati zdaj, da sem z možem, po mojem, da sva prejšnji mesec prvič tako skupaj šla v trgovino s spodnjim perilom in si je on pol to tako ogledal in zbral in sem pol prvič v trgovini, po mojem, da kaj probala. Tako da mogoče, da zdaj bom kaj novega odkrila. Čak, mož je zbral zate, je rekel, ta ti bo pasel. Ja, samo tako, dosti je bilo, on je lahko zbral 10 in upoštevano je bilo 1, tako sej vemo, kaj je on zbral. Ja, si on mislim. Je zbral... A samo on, ki si nalimaš tako gor, veš? To je... A ja, pa tako. To je on zbral, ja. Okay, ja. Fajn, ja, no, sej. Tudi kaj taga je treba imeti kdaj v omari, ne? Ja, Ja. mu ne gre za merta, ne, mislim tako. Kaj pa to, zdaj, ok, to vraževerje, rdeče perilo za nov let, pa še kakšna taka vraža obstaja? Ja, v glavnem to, rdeče za novo leto. To, kar Vsakič nekaj novega? Ja, se je treba držati. Silvestrovo v bistvu rdeče perilo. Čakaj, vsakič nekaj novega, kako, ko greš na kavo nekaj novega, ko greš... Vsakič nekaj novega zvem, ne, ok, tole A ja. si moramo kar zapomniti, se mi zdi. Jaz sem te razumela, da vsakič moraš imeti novo spodnje perilo, veš, ko Ajo. je recimo nek dogodek v tvojem življenju, ne? Ja, za neke prelomnice po moje, da vsekakor, no. Jaz ne vem, za maturance sem si kupila novo perilo, pa ne vem, za prvi dejt z enim zelo pomembnim si kupiš novo perilo, mogoče, ne Mogoče, ga bo videl, dobro. vem. Ja, če. Ja, no, tako. Ampak za neke prelomnice po moje, da ja, da si kupiš nekaj novega, že zato, ker si pol
se boljš počutiš. Ja, je tudi tako, no, da nekatere svetovne raziskave so v bistvu pa pokazale, da če si ženske za pomemben sestanek oblečejo push-up modrc, da se dejansko bolj samozavestno počutijo. Ker imaš feeling, zdaj sem pa jaz tako, zdaj mi pa nič ne morete, ker sem jaz. Samo vse je res, vse se počutiš res bujš. Pač razen tega, da se ti vidi niplje čez majčke, kadar nimaš modrca, pač se tako res počutiš bujš. A ste ta razmišljala, da bi napisala, ne vem, kakšno knjigo, recimo? O mojih smotanih prigodah? Ja. Ajda, sodelavka mi zmeram reče, kaj, a tebi se ti v enem dnevu zgodi več, kot meni v enem letu. Ja, zdaj verjamem, ja. Ok, pa če gremo zdaj nazaj. Aha, o kampanji Proud to be me, Lisca, kjer v bistvu obe sodelujeta. Kaj je kampanja, koga nagovarja? Ja, v bistvu je tako, da v Lisci smo sicer že neki sezon prej pač poskušali s takšnimi manjšimi kampanjami, kjer smo naredili tudi fotografije z modeli večjih velikosti, z Natašo smo že prej sodelovali, kar je bilo odlično, ker se mi zdi, da je tudi tako. Že prej smo imeli take projekte, ampak dokler nimaš nekega obraza, ki tudi sam to širi in žareva in je dosti in zanimiv in prepoznaven, nekako zgodba ne pride toliko ven. Se mi zdi pa, da je to taka zgodba, ki jo je vredno zdaj širiti, ker ženske pač to rabijo takšno sporočilo, da pač moramo biti ponosne na to, kakršne smo, ne glede na to, ali smo velike, male, širše, bolj drobne, imamo velike prsi, imamo male prsi, pač nobena ni zares zadovoljna s sabo, ampak vsaka je lahko ponosna nase, ker ima zagotovo kaj druga v življenju, kar jo še bolj definira kot pa njen izgled. In da smo naredili zgodbo malo drugačno in tudi malo bolj zanimivo, pa da je mogoče še majčkan bolj provokativna tudi bila, smo pač maja naredili dogodek na Prešernovem trgu. To smo videli. To je to, kar smo na začetku videli, kjer so se dekleta sprehodila v kopalkah, sred Prešernovega trga, pred pač množico, ki je takrat šla mimo. Tako da mislim, da je bil dogodek zelo tako odmeven in zelo pozitivno sprejet, da se je še kar nekaj časa potem govorilo o tem, seveda pa nimamo namen zdaj s tem čist zaključiti, ampak nekako ves čas želimo tudi naprej pač podobne, mogoče manjše projekte delati, kjer dejansko predstavljamo tudi realne ženske, ne zdaj samo pač tistih manekenk, ki imajo neko popolno, kao idealno postavo, ki pač se drži nekih standardov, tudi to mora biti, konec koncev je, ne vem, v tem prodajnem svetu nekako to merilo, ki mu moraš slediti, je pa prav, da temu dodajamo tudi drugačne zgodbe, ki so pač bolj realne, bolj blizu vsem tistim, ki dejansko to perilo nosimo in so seveda zato tudi zelo dobro sprejete. No? Nataša, s tvoje strani, kakšna je to izkušnja zate? Ja, zame je bila super, že prvo fotkanje in drugo in potem še tole. Bi se pa dotaknila mogoče sam tega, da smo se zdaj izbrali resnične ženske. Ne? To je bilo tudi komentarji so bili, da zdaj so pa končno resnične. Ampak saj tudi manekenke, ki jih vidimo, ki so straight size model, pa so Victoria's Secret modeli, so tudi resnične ženske, sam z drugačno postavo. Ja, zdaj smo se zbrali ženske vseh velikosti, oblik, barv, starosti in tako naprej. Tako da to je edina tista moja opaska. Dober komentar, dober komentar. Ja, je bila pa to ena super pozitivna izkušnja. Malo me je bilo najprej mogoče strah, ker je tole sred Prešerca v kopalkah, ampak ker sem enkrat iz plašč dol vrgla, sem bila tako, ok, jaz sem zdaj svobodna, da sem sama sebi dokazala, da to, kar govorim, je res. In se mi zdi, da smo same sebi vse dokazali, koliko smo pozitivni v svojem telesu in da pač je konc te negative, da moramo to samo odvrči sebe, to kot izplašč in vse komentarje zlobne stran odvreč. Punce so imele res super, fantastično energijo. Vse nas je bilo, mislim, da je na začetku malo strah, kako bo to, kako bojo reagirali, ampak na koncu mislim, da je bilo pa tako, kar dan je postal lepši za vse, ki so šli takrat mimo. Že tako je bilo sonce pa toplo, ampak se mi zdi, da še kar še en prikaz. Ja, pogumne ste, ne? Mi dve ne bi šle, ne? Čez Prešerca, ne? Ne bi šle. No, sej, pogumne so, ne? Jaz bi šla z mojimi hlačami strani. S svojimi hlačami, evo. Zdaj sem pa čisto pozabila, kaj sem hodila vprašati. Seveda, klasično. No, ampak če, Nataša, grem še k tebi nazaj in tvoji, v bistvu ne kampanji, ampak to je v bistvu bolj projekt. I'm all women, tako. Oziroma I'm all men. To. Tamle je še moja sovodja v prvi vrsti, Katarina.
Ja, začele smo sicer 3, zdaj mi dve tu z vso paro naprej vodiva. I'm all women, I'm all men, torej samo vse ženske. Delimo zgodbe vseh žensk, vseh velikosti, vseh barv, vseh oblik. Ker jaz vedno rečem, da tako kot ne moramo knjige soditi po platnici, ne moramo človeka po izgledu, ker se vzadi za vso to fasado skriva marsikaj. Tako da se v bistvu dotikava vsega, od mentalnega zdravja, do prehrambenih motenj, do vseh možnih bolezni, potem vseh zgodb, ki so jih ženske in moški dali čez življenje. Se pravi, tako kot sami dodelili vsaka svojo zgodbo, jaz kako sem se, dajmo dati, borila s kilogrami v narekovaje, ker v bistvu mi nič ni groznega, ne, samo vsi so me zafrkavali zaradi njih. Katarina je delila svojo zgodbo o težavah s kožo, pol same lepunce s hudimi mentalnimi težavami v mentalnem zdravju. In se mi zdi, da punce so nama pisale, da hvala, ker to počneta, zato ker je meni zdaj lažji. Ker v bistvu ugotovimo, da v nobeni stvari nismo sami. In najdeš nekoga, ki se bori, ki ima težave z enakimi stvarmi, si ok, nisem sam, lažje mi je, lahko se tudi tegava punce na fotkah, da jo lahko kontaktiraš, rečeš, ej, a mi lahko pomagaš. Tako da v bistvu, čeprav nismo izobraženi na teh področjih, se nam zdi ful pomembno, da vsaj povezujeva take ljudi skupaj in da si v bistvu pomagamo en drugemu. No. Zelo lepo. In v bistvu tudi poudarjate, da so posebnosti, ki jih ima vsaka ženska, se pravi v svojem telesu, so lahko v bistvu prednosti, ne? To je to, popolne nepopolnosti. To nas dela takšne, kot smo. Takšne, kot smo. Mislim, jaz bi s tem kar zaključila, ne? Ker to je bilo zdaj tako lepo. Najlepša hvala. Če ima Kera še kakšno zadnjo misel, izvolite. Kaja, iskrijo se ti oči, ne vem. Jaz sem hotela samo reči, Nataša, hvala, da delaš take lepe stvari. Si inspiracija in prav vsaka ti čast. Ja, hvala lepa. No. #Kozma Prust.